America First je verjetno slogan, ki si ga bo marsikateri državljan, predvsem pa tisti, ki se ukvarjamo z gospodarstvom in geopolitiko, verjetno zapomnil v letošnjem letu. ZDA pod vodstvom predsednika Trumpa so namreč povzročile globalne trgovinske napetosti in pa zlome trgov z carinsko politiko, ki so jo uvedle letos spomladi. In sicer analitiki ocenjujejo, da so te zlomi trgov in pretresi podobni tistim v pandemiji COVID-19. Nekateri analitiki zato temu pravijo tudi Trumpov virus. Carine vse od 10 pa do več kot 100%, vse skupaj se spreminja sedaj, so vplivali vsekakor na globalno gospodarstvo po svetu, vključno z Evropo in tudi Slovenijo. Kakšne so prve posledice, kaj lahko še pričakujemo in na kaj morajo biti podjetja pozorna, pa v današnjem podcastu Ozadja z našim glavnim ekonomistom in pa vodjo analitske službe na Gospodarski zbornici, Bojanom Ivancem. Bojan, lep pozdrav, dobrodošel v studiu. Poslani, hvala lepa za vabilo. Bojan, pri carinski politiki ZDA smo videli, da se ta spreminja pravzaprav tako hitro, kot se menjata noč in dan. Videli smo zdaj dogovor s Kitajsko, še predtem z Veliko Britanijo. Kakšno je trenutno stanje carin za začetek, ki veljajo torej predvsem za Evropsko unijo in slovensko gospodarstvo? Torej, predvsem prve carine, ki so bile uveljavljene, 12. marca. Takrat so bile uveljavljene 25% carinska stopnja na izvoz jekla, aluminija in določenih izdelkov iz teh dveh materialov v ZDA. Ta učinek je bil kar pomemben tudi za naše gospodarstvo. Konec koncev izvažamo teh izdelkov nekje za 100 milijonov evrov letno. Hkrati se pa moramo zavedati, da ta carina je bila dejansko implementirana na vse države, iz katerih ZDA uvažajo. To pomeni, da z tega vidika ta carinska stopnja ni diskriminirala pri nekako izvozu teh izdelkov, bodisi da so bili izvoženi iz druge Kanade, recimo, bodisi da so bili izvoženi iz Slovenije. Hkrati se moramo zavedati, da pač v EU smo v enotnem carinskem območju, tako da z tega vidika dejansko carinska stopnja velja za celotno EU. Seveda pa vpliv carinskih stopenj je seveda različen glede na tip proizvoda, kajti določene proizvode več proizvajajo določene države kot pa druge. Drug tip carin, ki je bil potem uveljavljen v začetku aprila, je bil v bistvu carine na izvoz avtomobilov v ZDA. In pa potem v začetku maja so bile uveljavljene tudi 25% carinska stopnja na izvoz avtomobilskih delov v ZDA. Tako da pri avtomobilih Slovenija ne izvaža veliko avtomobilov oziroma skoraj nobenega, medtem ko pri avtomobilskih delih pa izvaža nekaj izdelkov tudi v ZDA. No, metodologija izračuna carin, in kako si je Trump to zamislil, je marsikoga presenetila, predvsem analitike, makroekonomiste in podobno. Kako pravzaprav komentiraš politiko predsednika Trumpa? Kaj je dejansko želel doseči z tako politiko carin? Vidimo, zdaj se nekako tudi umika, njegova retorika je zelo zanimiva okrog tega. Kako ti gledaš na to kot analitik? Ja, predvsem je povzročil s tem veliko zmedo, konec koncev pa tudi, če sem iskren, v strokovnih krogih je bil tarča posmeha. Konec koncev je napovedal pred tem en mesec, da si bo vzel čas naredil obširno študijo vseh trgovinskih ovir, ne zgolj carinskih stopenj, ki predstavlja po njegovem vedenju težavo za izvoz ameriškega blaga. Zakaj pač ZDA imajo velik trgovinski primanjkljaj za svetom, zakaj ameriška gospodinjstva so zelo zapravljiva, imajo nizko stopnjo varčevanja, so hkrati zelo optimistična, imajo veliko dolga, vse to v bistvu vpliva na to, da veliko trošijo. Hkrati ima tudi država zelo velik javnofinančni primanjkljaj, kar posledično zopet pomeni, da v bistvu država enako zelo veliko spodbuja uvoz blaga. Hkrati je pa to bogata država in jasno v bogatih državah ni več veliko proizvodnje. Tudi če pogledamo znotraj Evropske unije, katere bogate države, Nemčija je mogoče ena izmed izjem, ker je bogata država, pa ima še vedno zelo veliko industrije v BDP-ju, običajno pa države res z visokim bruto domačim proizvodom na prebivalca, kot so ZDA, imajo zelo malo industrije. Tako da z tega vidika je to videl kot nek izziv. Hkrati vidi zadeve skozi prizmo geopolitike, kot da bi že
jutri bila tretja svetovna vojna in posledično meni, da je seveda uvozna odvisnost ZDA od sveta in pa še posebej od Kitajske zelo visoka. In posledično tudi te ukrepi, ki jih je nekako predlagal, ki so bili nekako zelo močni oziroma zelo močno uperjeni proti Kitajski, so bili namenjeni temu, da bi on želel nekako del te proizvodnje, ki zdaj poteka v teh drugih državah, tudi na Kitajskem, nekako zopet privabiti v ZDA. Zdaj v preteklosti tudi ameriški predsedniki so to nekako privabili z nekimi posebnimi pravnimi akti, nudili so neke subvencije, finančne spodbude. Tukaj pa konkretno imamo čist drug pristop in ta pristop je, carinske stopnje bodo uveljavljene, prenesite proizvodnjo v ZDA, odprite pri nas tovarne in to je v bistvu moj cilj. Hkrati pa meni, da bi s temi carinami tudi dejansko povečal javnofinančne prihodke, kajti resnično javnofinančni prihodek ZDA je visok, en izmed najvišjih, tudi delež dolga v BDP-ju je visok in meni, da bi s temi dodatnimi carinami lahko znižal ta primanjkljaj. Hkrati se pa moramo zavedati, da s to politiko seveda tudi lahko vpliva na rast cen. To se drugače še ni videlo v podatkih, namreč podatki za mesec april so bili ravnokar objavljeni v drugem tednu meseca maja in so pokazali, da se je inflacija tudi v aprilu še zniževala. Moramo se pa zavedati, da same carinske stopnje, ki so bile že povečane, seveda bodo z zamikom nekako vplivale na cene pri Američanih in vkolikor bi tam prišlo do neke eskalacije cen, bi vseeno menim, da bi predsednik Trump razmislil in bi nekako še določene carinske stopnje znižal, ker je pa vseeno postalo že jasno, pa nisem mogoče že v uvodu odgovoril na prvo vprašanje, da pa 10% carinska stopnja je obveljala za vse države, za uvoz vseh držav, z določenimi izjemami, sicer pri določenih izdelkih, materialih, pa pri zlatu, pa pri farmacevtskih izdelkih tudi, to moram izpostaviti, namreč farmacevtskih izdelkov se je ravno zdaj lotil, tukaj zdaj iščem spet neko varianto, kako bi nekako znižal cene farmacevtskih izdelkov v ZDA. Ampak kot rečeno, 10% je tista minimalna carinska stopnja, s katero se bo svet nekako mogel sprijazniti. Naj pa še omenim mogoče komentar na tisto uvodno špico. Cene delnic so močno upadle. Tudi vrednost ameriškega dolarja napram v košarici tujih valut je upadla, ampak zdaj konkretno smo že v situaciji, ko je finančnemu trgu postalo jasno, da carinske stopnje bodo sicer uveljavljene, ne bodo pa to tako dramatično visoke. Kot so bile napovedane. Tako, in posledično je trg to nagradil, hkrati pa bodimo pošteni, v realnem gospodarstvu še ni čutiti dejansko nekih negativnih učinkov carin, ki so bile že uveljavljene od začetka marca. No, se nekaj več o tem, o posledicah malce kasneje. Predtem še vprašanje, nekako ameriško državno administracijo, pa recimo institucije, kjer so zelo močne, imajo tudi neko tradicijo in tako. Vsi se nekako tudi zgledujemo po nekem tem modelu, ki ga imajo. Smo vedno razumeli kot neke vrste branik neke predvidljivosti, neke pravne države, če želimo, ki zna potegniti, torej administracija, zavoro pri nerazumnih odločitvah politikov, če tako rečemo, v tem primeru tudi predsednika. Kaj je šlo tokrat drugače oziroma narobe, če tako rečem, da so odpovedale oziroma ima res predsednik Trump z svojimi najožjimi sodelavci tako veliko moč? Torej vseeno se moramo zavedati, da te izvršne odredbe, ki jih nekako on najavlja, dejansko jih tudi sodišča marsikdaj blokirajo. To sicer ni v javnosti, torej nobena ni to zanimiva očitno novica za svetovni tisk, da je bila kakršnakoli poteza njegova blokirana, ampak dejansko kar številne poteze so blokirane, tudi določena, kako bi rekel, sredstva, ki so bile namenjena na podlagi pravnih aktov preteklega predsednika, imajo neko pravno podlago, ki jih tudi te izvršni ukazi ne morejo vedno preklicati. Tako da z tega vidika še vedno nekako deluje ta checks and balances. Je pa res razlika, glede na pretekle administracije, predvsem to, da predhodno ne preveri konkretno predlogov oziroma izvršnih uredb, upoštevaje seveda tudi zakonodajno okolje vseh pravnih aktov, katerih podpisnica je tudi ZDA. In to je mogoče tisti element, ki nas nekako vse pušča marsikdaj odprtih ust. Hkrati smo pa tudi zdaj, vseeno bi rekel, po dobrih 100 dneh ugotovili, da se praktično nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha. Tukaj smo se vsi pomirili, da zadeve vseeno niso tako dramatične. Je pa res tak odprt transakcijski način poslovanja z ameriškim predsednikom je zahteven. To moram povedati sploh za Evropo. Če grem mogoče malo na Evropo, kaj je pri nas največji izziv,
Mogoče pustiva to za naslednje vprašanje, pa predtem se navežem na to, kar si rekel, ne, da pravzaprav nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Ne. Videli smo primer Kitajske, ne, napovedane so bile drastične carine, ne, več kot 100-odstotne. ZDA so zdaj s Kitajsko, ne, in predtem še, kot sem rekel, z Združenim kraljestvom podpisali neke vrste sporazum, ne. Torej, čeprav začasen, ne, pomenile naj bi nižje carine, ne, tudi boljši dostop do trga. Je to že signal, da se te napetosti na trgih lahko umirijo, oziroma da carine, lahko govorimo o koncu carinske vojne? Ja, tukaj bi res šel kar v podrobnosti, ker mislim, da tudi svetovni tisk ni šel dovolj. Pri Združenem kraljestvu konkretno je podpisan sporazum, ki ni po vsebini prostotrgovinski sporazum, je pa podlaga za pripravo prostotrgovinskega sporazuma. Samo da bodo gledalci, poslušalci razumeli, običajno priprava takega obsežnega prostotrgovinskega sporazuma tudi v državah z obsežnim administrativnim aparatom traja vsaj pol leta do leta dni. Tako da tudi tukaj nisem čisto prepričan, da bodo lahko zelo hitro nekako vse podrobnosti dorekli. Torej, če pogledamo ta sporazum z Združenim kraljestvom, dejansko vidimo, da še vedno bodo v bistvu na uvoz blaga bo Združeno kraljestvo plačevalo 10-odstotno carinsko stopnjo. Kljub temu, no, da imajo mimogrede Združeno kraljestvo primanjkljaj pri trgovinski menjavi z ZDA. Na drugi strani pa s Kitajsko, kot vidimo, no, konkretno se je izkazalo, da bi obe dve strani imeli nekako škodo v svojem gospodarstvu. Konkretno pri Američanih je bil izziv tudi to, da je Kitajska blokirala v bistvu nakup Boeingovih letal, tudi v bistvu je onemogočala izvoz redkih zemelj, ki so zelo pomembni sploh za vojaško industrijo v ZDA, pa tudi za določene druge industrije. In posledično je bil na koncu pragmatičen pristop, dajmo se nekako dogovoriti in pustiti, da v 90 dneh sklenemo mogoče kaj bolj podrobnega kot pa sedaj. Tako da rekel bi, da ta hiter sporazum bolj kot ne je bil namenjen temu, da so določene kontejnerske ladje, ki so že bile nekako zasidrane pred ameriškimi pristanišči, so bile polne kitajskega blaga, da so nekako lahko to blago prinesle, dostavile ameriškim kupcem po nekoliko nižjih carinah, kot je bilo prej uveljavljeno. Hkrati pa tudi to ni zagotovilo, no, konkretno, da bodo te carine tudi dejansko uveljavljene še po teh 90 dneh. Tukaj ta nepredvidljivost se ohranja. Kot rečeno, to je v bistvu zelo pomembno povedati. No. Tako da nimamo zdaj v bistvu takih zelo zavezujočih dokumentov, da bi lahko rekli, zdaj je pa v bistvu to za nami. Torej, zadeve so še vedno nepredvidljive, ne, če te prav razumem. Sploh z predsednikom, ki vidimo, kako se odloča in spreminja pravzaprav svoje odločitve čez noč. Pa če se še nekoliko zadrživa pri vplivu teh carin na ameriško gospodarstvo, ne. Videli smo, kaj se je dejansko dogajalo v bistvu pravzaprav naslednji dan, ko so bili razglašeni ti ukazi o tako visokih carinah. Delnice ameriških podjetij, globalnih, so začele strmo padati, rekordne padce so doživele, ne. Nezaupanje v ameriško gospodarstvo se je povečalo in to. Zanimivo mi je bil tudi podatek, ne, ameriški BDP, ne, je v prvem četrtletju imel padec, 0,3-odstotni padec, čeprav so analitiki napovedovali sprva celo 0,4-odstotno rast. Ne. Zdaj, Trump je označil 2. april kot ponovno rojstvo ameriške industrije, je on rekel. Ne. Več ne bi bilo tujih investicij, delovnih mest in podobno. Torej, industrija naj bi se selila po njegovem planu v Ameriko. Je to sploh realen scenarij lahko s takimi carinami in s takim modelom, kot je on zastavil to svojo politiko, trgovinsko, če rečemo, gospodarsko? Če bo pri jeklu in aluminiju, no, se moramo zavedati ene zadeve. V bistvu oni so v glavnem zelo veliko aluminija uvažali iz Kitajske, ki ima v bistvu zelo ugoden cen energenta, in sicer ima zelo veliko hidroelektrarn, ki so skoraj izmed najcenejših stabilnih virov energije in je posledično bila zelo konkurenčna pri izvozu aluminija. Zdaj, če bi v ZDA začeli proizvajati nekako aluminij v večjih količinah kot sedaj, bi seveda to pomenilo višjo proizvodno ceno, hkrati pa v bistvu bi druge industrije morale kupovati ta aluminij po višji ceni. To pomeni, imamo proizvajalce pijač, recimo proizvajalce
Budweiser, ne, ki proizvaja pivo, bi seveda mogel plačati višjo ceno za ta aluminij in bi seveda to podražilo na koncu pločevinko piva, ali pa bi posledično bil manj konkurenčen, kot pa je v bistvu recimo kakšen drug evropski proizvajalec piva, ki nekako pivo izvaža v ZDA in bi nekako bil deležen recimo nižje carinske stopnje, konkretno v tem primeru 10-odstotne. Tako da z tega vidika je to glavni izziv. Verige vrednosti so pomembne. Torej, industrija aluminija ne obstaja sama zaradi sebe, obstaja zaradi drugih industrij. Ne obstaja tudi samo zaradi vojaške industrije, obstaja tudi za prehrambne industrije, obstaja za farmacevtsko industrijo. In nekako vse te druge industrije, vkolikor bi do tega prišlo, bodo morale plačati to ceno. Na drugi strani pa, če pogledamo sicer najave določenih drugih držav, recimo mislim, da so tukaj predvsem arabske države, tiste oziroma države Bližnjega vzhoda, ki so zelo naklonjene povečanju investicij, tudi evropski farmacevti so napovedali zelo veliko investicij, tukaj bi bil res zelo previden. Že v preteklosti se je izkazalo, da je nekako bila velika razlika med napovedjo in pa dejansko realizacijo, pa tudi nekako investicije v realnem gospodarstvu vseeno, kjerkoli že potekajo, če niso ravno na Kitajskem, ker potekajo hitro, trajajo običajno v razvitem svetu 2 do 3 do 4 leta, da pač postaviš eno takšno tovarno, da nekako da dobiš dobavitelje, da dobiš delavce in vse te zadeve preprosto zahtevajo svoj čas. Če malo pogledamo, kako je bilo v prvem Trumpovem mandatu, ko so bile že uveljavljene dejansko določene carine na jeklo in aluminij, takrat vidimo, da se je proizvodnja jekla rahlo povečala, pa se je potem zopet znižala, proizvodnja aluminija se ni tako povečala, oziroma se sploh ni, je še vedno upadala, tako da bolj kot ne so bili učinki nevtralni. Hkrati pa moramo se zavedati, da v tistem obdobju je veljal kvotni sistem, to pomeni, da so bili določena količina uvoženih izdelkov ni bila predmet carinskih stopenj. Torej, to je tudi zelo pomembno, da se nekako vsi zavedamo. Te carinske stopnje so vezane na v bistvu večji obseg blaga, kot je to veljalo v preteklosti. Hkrati pa, kot rečeno, saj trenutno Trump kaže tudi neko željo, da bi pač prišlo do kvotnega sistema pri določenih izdelkih. Tukaj vidimo pri Združenem kraljestvu, je omogočil svojim partnerjem, da uvozijo 100.000 avtomobilov izdelanih v Združenem kraljestvu brez carinskih stopenj. Za dodatna vozila bi pa pač plačali 25% carinsko stopnjo. Tako da tukaj dejansko je pokazal, da neko polje kompromisov obstaja. Hkrati pa je seveda tudi nakazal zelo jasno, da seveda želi, da bi tudi te druge evropske države zmanjšale določene ovire, ki jih pač oni vidijo, predvsem zaradi različnih standardov, ki jih imajo v ZDA glede na druge države. In tukaj predvsem zelo občutljivo področje je prehrana oziroma kmetijski proizvodi. Tukaj so Američani dejansko zelo veliki proizvajalci. Mimogrede, glavni izvozni produkt, ki je izvožen na Kitajsko, je pravzaprav soja, ki je v bistvu krma za veliko število prašičev na Kitajskem, ki je mimogrede za njih glavni vir živalskih proteinov in je meso številka 1, ki jih povprečen Kitajec je. Tako da za Američane so zelo pomembne dejansko te kmetijske surovine, pa tudi konec koncev energenti. Tukaj pa v bistvu predvsem navijajo na to, da bi Evropa pač pristala na večjo nabavo utekočinjenega zemeljskega plina, kajti imajo ga na pretek. Mimogrede, zakaj ga imajo na pretek? Oni nafto pridobijo iz skrilavcev in ko pridobivajo to nafto iz skrilavcev, kako bi rekel, z okoljsko, z vidika Evrope, spornimi metodami, hkrati zraven dobijo še nekaj ven plina. In ta plin nekako ne morejo zadržati v teh luknjah, ampak ga morajo pač zopet nekako nekam prodati. Ker je tega plina zelo veliko, ga je pač so ugotovili, da je najlažje ga utekočiniti in pa prodati kupcu na drugi strani Atlantika. Ampak vsi vemo, da to pomeni tudi nekako določeno višjo ceno izdelka, namreč potrebno utekočiniti, pa zopet potem iz tekočine v plinasto stanje dati, potem je potrebno plačati to ladjo, potem svojo infrastrukturo, tako da pod črto seveda je to dražji plin kot pa tisti, ki pač pride prek cevovoda. In tukaj je pod veliko vprašanje, do katere mere lahko na svobodnem trgu sploh Evropska komisija vpliva na to, da bomo lahko mi se odločili, da bomo plačevali dražji plin. No, zdaj se tukaj pri Evropski uniji, in lahko malček pokomentirava. Rekli sva, od marca pravzaprav je en del carin že v veljavi, in potem od aprila. Seveda za učinek teh carin bo potreben nek čas, da bomo videli, kakšen bo imel, ampak kljub samo, kaj opažate analitiki z vidika vpliva carin na Evropsko unijo? Ja. In kje smo zdaj pravzaprav s pogajanji?
Kar si želel prej pokomentirati. Torej, vpliv carin, kar smo dejansko videli v prvem četrtletju, so nekako podatki na voljo glede industrijske proizvodnje in pa izvoza v ZDA, in te podatki dejansko kažejo, da se je seveda izvoz v ZDA iz Evropske unije precej povečal. Mimogrede iz ostalih držav, Kitajske, enako zelo veliko. Kaj je bil ključni razlog? Kupci v ZDA in pa v bistvu proizvajalci v Evropi, Kitajskem in drugih državah so pohiteli za dobavami ameriškim kupcem pred nastopom carin. To je bilo povsem legitimno in to se je zgodilo. Hkrati pa vemo, če vkolikor je to nekdo naredil naprej na zalogo, bo zelo verjetno, tudi če carinske stopnje ne bodo uveljavljene in določene ne bodo uveljavljene tako visoke, kot je bilo na začetku mišljeno, ne glede na to bodo verjetno prihodnji meseci šibkejši z vidika prodaje v ZDA. Tega se moramo zavedati in tudi trg ne bo presenečen, če bo videl seveda podatke za april in maj, ki bodo šibkejši, kar se tiče uvoza ZDA teh izdelkov iz sveta. Tako da to dejansko podatki bodo slej ko prej pokazali, da pa mogoče še malo pokomentiram tisti ameriški BDP v prvem četrtletju, ker mislim, da ga nisem pokomentiral. Podatki niso bili presenetljivi, tudi niso bili negativni, namreč struktura BDP-ja je izračunana tako, da nekako vedno ne zna dobro upoštevati zaloge, ki so bile oblikovane. In dejansko so ZDA v prvem četrtletju zelo veliko uvozile izdelkov, kar se je nekako odrazilo v številkah. Mimogrede, uvoz znižuje BDP, hkrati pa v bistvu vrednost teh izdelkov, zaloge niso nekako ustrezno vrednotile. Posledično, če pogledamo te ključne indikatorje BDP-ja, kot so dejansko investicije in pa domača potrošnja, je bila tukaj še vedno rast prisotna, tako da z tega vidika objava ni bila tako negativna. Praktično tudi finančni trgi so takrat, ko je bilo dan objave prisoten, niso nekako se negativno odreagirali. Tako da so dejansko seveda videli, da je včasih potrebno tudi kakšno takšno objavo, kako bi rekel, malo bolj podrobno pogledati in se nekako zadovoljiti, da ameriški potrošnik še vedno kupuje in da se še vedno investicije povečujejo v tem gospodarstvu. Namreč potrošnja gospodinjstva konec koncev v ZDA predstavlja 8% BDP-ja. Tako da za njih in tudi za celoten svet je seveda zelo pomembno, predvsem kaj ameriški potrošnik, kako reagira na vse te zadeve. Moram res reči, da z vidika razpoloženja je zelo negativno razpoložen, ne glede na svoj pesimizem, pa še vedno svoje trošenje povečujejo. No, zanimivo je to, da carinska vojna je povzročila seveda tudi nekatere pozitivne učinke. Predvsem za evropske proizvajalce, pocenili so se cene nekaterih surovin, energentov, okrepil se je tudi evro. Je to kratkega, bi rekel, daha ali lahko to traja po tvojem mnenju? Torej, cene surovin so podobno kot delnice, obveznice še vedno finančno blago. To pomeni, vkolikor je zelo velik pesimizem glede prihodnosti gospodarstva, se cene surovin, podobno kot delnice, znižujejo. In točno to se je zgodilo. Hkrati pa zdaj, ko se je nekako v zadnjem mesecu je nekako prišlo do okrevanja cen delnic, zaradi pričakovanj, da vseeno tako ne bo negativno vplivalo na cene, na dobičke multinacionalk, je vseeno postalo jasno, da tudi cene surovin seveda se morajo povečati. Tako da tudi cene nafte so konkretno v zadnjem tednu kar močno pridobile, da ne govorimo o cenah drugih surovin. Tako da surovine, kot rečeno, so nekako odraz ne samo aktualnega povpraševanja, ampak tudi pričakovano temu, do katere mere se bodo nekako količinsko povpraševanje po teh surovinah povečalo. Tako da z tega vidika bi rekel predvsem, da cene surovin je zelo težko napovedati, tako kratkoročno, mogoče malo lažje dolgoročno, ampak vseeno mislim, da je bila ta zgodba res malo bolj začasnega značaja. Sicer je bila zelo ugodna za Evropo, kajti dva efekta, kot ste pravilno povedali, sta bila tukaj prisotna. Eno je v bistvu padec cen surovin v dolarjih, hkrati pa v bistvu se je dolar ošibil, tako da z našega vidika je to pomenilo nižjo ceno v evrih. Je pa res, da v bistvu na izdelke, ki smo jih nekako prodali potem Američanom, ki so denominirani v dolarjih, smo pa nekako potem morali bodisi pristati na višjo ceno, ali pa nekako so morali naši proizvajalci del teh cen potem znižati. Ampak pod črto, marža se je zaradi tega zvišala v proizvodnji, prodajna količina bi se pa po pravilih morala znižati. Sploh do ameriških kupcev, ampak kot rečeno, te podatki pa nekako so na voljo šele do meseca marca, tako da ne moremo govoriti, da je pa zdaj bilo to res zelo veliko breme, ampak seveda, če bi prišlo do močne krepitve evra na račun dolarja, bi seveda zelo verjetno tudi ameriški kupec težje kupoval takšno količino proizvodov iz Evrope kot pa sedaj.
Če se dotaknemo zdaj še morda tega aspekta pogajanj med Evropsko unijo in ZDA, prej si omenil, da tukaj je nekoliko bolj kompleksna zgodba. Kje dejansko smo zdaj trenutno s temi pogajanji, kakšno je stanje teh pogajanj in ali so kakšni pozitivni obeti v smeri nekih rešitev? Ja, tako, zdaj moramo se zavedati, da jaz za pogajalsko mizo nisem. No, seveda. Zdaj, kako dobro spremljaš dogajanje. Moram pa vseeno reči, da v okviru sodelovanja GZS z Ministrstvom za gospodarstvo tudi mi nekako predvsem jim poskušamo pomagati pri temu, da jim nakažemo, kje so mogoče bolečine slovenskega gospodarstva, tudi kaj bi prišlo v primeru, če bi tudi Evropa se odločila za uvedbo recipročnih carin. To sicer je scenarij, ki bi bil mogoč v primeru, da pogajanja z ZDA ne bi bila uspešna. Tako da ravno v ta namen je približno pred 10 dnevi Evropska unija države članice pozvala, da preverijo paket recipročnih carin, ki bi jih Evropska unija uvedla na uvoz ameriškega blaga v nekako vrednosti blaga 95 milijard evrov, ki bi nekako bile aplicirane, vkolikor res ne bi prišlo do nekega dogovora. Zdaj, kaj je glavni izziv, ki ga jaz vidim? Glavni izziv dejansko je v temu, da mi imamo v bistvu Maroša Šefčoviča kot osebo, ki se pogaja, ki je sicer zelo velik strokovnjak na področju trgovinske menjave in sicer v ozadju ima zelo močno ekipo. Tudi ve, kakšni so približno interesi evropskih držav, ve, da so raznoliki, ampak neko skupno točko zna potegniti. Glavni izziv pa predvsem je v temu, da konec koncev na drugi strani ima pogajalce, ki niso zainteresirani zgolj za trgovinski sporazum, ampak še za nekaj več. Torej, ameriško stran seveda zanimajo tudi drugi elementi našega sodelovanja, v smislu, ali bodo evropske države kot v pomembni meri članice NATO več prispevali za obrambo, kar bi pomenilo, da bi ZDA lahko manj prispevali za obrambo, zelo pomembno, pa imajo oni prihranek. Potem jih zanima, ali smo mi nekako pripravljeni popustiti pri določenih z njihovega vidika vstopnih ovirah na naš trg. Recimo konkretno vsi vemo, da so varnostni standardi za vozila v Evropi bolj zahtevni kot v ZDA. Mimogrede, ne vem, če veste zakaj. Ključen razlog je, da v bistvu na nemških avtocestah na marsikaterih odsekih ni omejitev in posledično je to sčasoma vodilo do zelo visokih varnostnih standardov. V ZDA konkretno so pa v bistvu nadzor nad omejitvami precej večji. Tudi povprečna hitrost na avtocestah je nižja v ZDA in posledično tudi seveda nekako je takšno ameriško vozilo manj varno z našega vidika. Hkrati pa, če sem iskren, pa oni vseeno vozijo bolj varno. In seveda tukaj je njihov razmislek v to smer, zakaj ne bi tudi Evropa se prilagodila njihovim standardom. Ampak to je res zelo občutljivo področje in tukaj jaz mislim, da skoraj Evropa ne bo popustila. Bi pa verjetno lahko popustila pri določenih uvoznih carinah, ki so trenutno nekje pri dobrih 3%, torej da bi tudi mi popustili pri določenih uvoznih carinah na ameriško blago. Hkrati pa mogoče, da bi s temi zavezami za proizvodnjo orožja in pa nakup orožja lahko nekako zmanjšali del bremena pri pogajanjih. Ampak kot rečeno, glavna ovira je, da za te primere bi pa verjetno bilo potrebno tudi, da je kakšen drugi evropski komisar udeležen pri pogajanjih, kot je Dombrovskis ali pa kakšen drug, kajti to pa presega dejansko sam resor, ki ga ima gospod Šefčovič. Tako da z tega vidika menim, da zadeve ne potekajo tako gladko kot pri Združenem kraljestvu. Mimogrede še ena zanimiva zadeva. Bolj kompleksen sistem. Ena zanimiva zadeva. Kitajci, na kitajski strani se trenutno zdaj za ZDA pogaja njihov finančni minister. Drugi človek v njihovi kitajski vladi. In kaj pomeni to? Finančni minister, veste, to je skoraj najpomembnejša oseba. In on ima zelo dober pregled ne samo nad trgovinsko menjavo, ampak tudi nad menjalnim razmerjem. Vsi vemo, da pač kitajska proizvodna ekspanzija je nastala tudi na podlagi tega, da oni niso želeli okrepiti svojo valuto, kot bi po tržnih principih jo nekako morali, ker ti, če si izvozno zelo uspešen, je logično, da imaš zelo močno valuto. Pri njih se zgodilo pa nasprotno. In posledično to je neko neravnovesje, ki je seveda tudi vplivalo na to, da je pač kitajsko blago zelo poceni. In seveda tudi to bo zelo verjetno predmet pogajanja in tukaj seveda bi si Američani želeli, da bi se kitajski juan okrepil in da bi na ta način v bistvu bilo kitajsko blago, kitajska proizvodnja nekako cenovna bi bila proizvodnja manjša razlika glede na proizvodnjo v ZDA. Tako da tukaj govora ni samo o carinah, je govora tudi o menjalnem tečaju in če smo pogledamo pod črto, je dejansko to ena in ista stvar. Konec koncev je v bistvu proizvod, uvažamo z določene države, ne samo zaradi v bistvu cene, namreč ceno tega proizvoda oblikuje
carina in ali seveda tudi menjalni tečaj. Tako je, ne. Tudi vrednost valut. Ne? In Tako. tako. Mogoče samo še za zaključek tega dela, kdaj predvidevaš, da se bo Evropska unija odzvala, sprejela odločitev? Ja, zdaj tako Proti ukrepih, ne? odločitev proti ukrepih je zdaj vemo, da je en mesec od objave. Tako da nekako v začetku junija naj bi nekako države članice se poenotile. Ampak mimogrede, če pogledamo samo malo bližnjo zgodovino, že pri prvem paketu ukrepov smo se nekako poenotili in jih potem Evropska unija ni uvedla. Zakaj? Kajti takrat je dejansko predsednik Trump nakazal, da bo nekako za 90 dni zamaknil 20% carinsko stopnjo in bo uveljavljena samo 10% carinska stopnja. Torej, kljub temu, da smo plačujemo zdaj višjo carinsko stopnjo, smo popustili in nismo uvedli tistega prvega paketa ukrepov. Tako da z tega vidika bi rekel, da bo to neko pogajalsko orožje, ni pa nujno, da ga bomo tudi uporabili. Tako, ja. Bo kot grožnja. Trump je zaobšel, zanimivo, ne, tudi pravila Svetovne trgovinske organizacije. To je seveda zdaj predmet tudi spora. Ne, Kitajska, mislim, da tožila, ne, pred WTO-jem. Kakšno vlogo in če sploh ima zdaj Svetovna trgovinska organizacija v tej carinski vojni? Ima sploh kakšno moč in veljavo napram tako gospodarsko in seveda žal tudi govorimo o vojaški moči, ne? Tako vojaško močni državi, kot so ZDA. Ja, to je pač žal ena izmed teh mednarodnih inštitucij, kateri pač ZDA niso zavezane za srcem. Še vedno pač vplačujejo tisto članarino, kljub temu, da so zagrozile, da ne bodo. Hkrati pa seveda ugotavljajo, čisto pragmatično, da koristi od tega nimajo in to menijo, trdijo na podlagi tega, da pač oni večjo vrednost uvažajo izdelkov, kot pa izvažajo v tujino. Ampak kot rečeno, to je posledica tega, da oni zelo veliko zapravijo na kredit in pač na drugi strani so zelo bogata država. To so te tri ključni elementi. Tako da moram res tukaj povedati, da tudi že pretekla administracija ni verjela v Svetovno trgovinsko organizacijo, namreč ni imenovala že vrsto let, ZDA ne imenuje svojega ameriškega predstavnika v pritožbeno telo, kar pomeni, da je to pritožbeno telo invalidno in praktično ne more efektivno odločati, kot bi sicer, če bi bil ta predstavnik imenovan. Tako da že prej so dejansko imeli figo v žepu, to moramo priznati. Hkrati bom pa vseeno rekel, da ostale države si pa želijo ohraniti Svetovno trgovinsko organizacijo. Zakaj? Če ti nimaš neke moči, s katero boš uveljavljal svojo voljo napram volji svojega trgovinskega partnerja, potrebuješ eno organizacijo, ki bo vseeno z nekimi objektivnimi pravili medierala, vkolikor bi prišlo do spora. Tudi konkretno, ko je Evropska unija uvedla carinske stopnje na uvoz električnih vozil iz Kitajske, je v ozadju bila zelo poglobljena študija o tem, kakšen je v bistvu po njihovi oceni segment oziroma delež subvencioniranja v končni ceni električnih vozil, ki nekako pojasni tisto razliko med pošteno ceno, ki naj bi morala biti, in pa tisto ceno, po kateri so pač Kitajci izvažali ta vozila v Evropo. In posledično carinska stopnja bila na določena vozila zelo visoka, na določena vozila pa nekoliko nižja. Ampak kot rečeno, v ozadju je bila res poglobljena študija strokovnjakov, tako da tudi Kitajska, ko se je nekako formalno pritožila pri Svetovni trgovinski organizaciji, je ta spor bil zabeležen in bo zelo verjetno slej kot prej mediran. Hkrati pa ni nujno, da bi zdaj evropska stran nujno zmagala ali pa izgubila, vseeno pa karkoli bo že Svetovna trgovinska organizacija nekako razsodila, sem prepričan, da bo Evropska unija spoštovala. Tako da še vedno ta forum, torej to organizacijo druge države spoštujejo, jo želijo ohraniti. Žal pa, kot rečeno, ZDA niso s srcem. Ampak tudi, če pogledamo zgodovino, marsikdaj ZDA so ustanovile marsikatero mednarodno organizacijo, pa niso bile dejansko s srcem in prakso za njo. Vse podobno. Zdaj, podobno je tudi vprašanje pri okoljskih temah, kjer so pristopale k mednarodnim konvencijam, pa izstopale. Zdaj bi lahko nadaljevala midva pogovor tudi o spreminjanju geopolitičnega svetovnega zemljevida in vprašanju vloge teh mednarodnih organizacij pri tem, pa bova raje tukaj naredila piko. Mogoče vseeno na Slovenijo povedati, kaj je res glavni problem. Če smo res iskreni, ekonomska moč držav v razvoju se je povečala. Če pa pogledamo glasovalne pravice, ki so vezane na kapital, vplačilo v teh organizacijah, pa še vedno temeljijo predvsem na razvitih zahodnih državah. In če smo objektivno pošteni, lahko ugotovimo, da to verjetno ni pošteno. Tukaj bi morali narediti neko reformo in pač dati več glasov tudi tistim, ki
ki so zdaj ekonomsko močnejši. Vkolikor tega ne bomo, saj že zdaj vidimo, je tudi Kitajska oziroma so azijske države nekako oblikovale vrsto organizacij, ki nekako sporedno delujejo. In to menim, da je škoda. Če greva na Slovenijo, sam si napovedal v začetku teh uvedbe carin, da bodo imeli neposreden učinek predvsem na nekaj podjetij, ki izvažajo, teh je manj, predvsem pa bodo imeli lahko posreden učinek preko industrij, ki so vpete v verige, evropske verige vrednosti, ki dejansko torej panoge izvažajo potem v ZDA. Primer je avtomobilska industrija, ena od, morda farmacija. Od uvedbe carin, kot rečeno, ni minilo veliko časa, pa vendarle zaznavate morda že kakšne učinke na slovensko gospodarstvo? No, tukaj moram res povedati, da objektivno gledano so naša podjetja posamezno tudi na podlagi, ker predvsem večja naša podjetja so izvozniki v ZDA, ni še nekako zaznati, da bi to negativno sistematično vplivalo na njihovo poslovanje. Imamo določeno srečo pri določenih izdelkih, kot je titanov dioksid, ki je mimogrede izločen iz konkretne 10% carinske stopnje, namreč Američani seveda želijo iti za njih material, ki jim zelo prav pride in nekako ne želijo plačevati carino. Hkrati vedo, da v bistvu ne morejo pri sebi povečati proizvodnjo. Seveda pa so izdelki, se pravi iz jekla in aluminija, tisti, ki so po vrednosti najmočnejši, potem so določeni izdelki za avtomobilsko industrijo, ki so nekoliko manjši. Za farmacijo mi neposredno izvažamo zgolj za 20 milijonov zdravil, ki jih proizvedemo v Sloveniji. Tako da z tega vidika tudi izpostavljenost naša je manjša. Je pa seveda izpostavljenost, če pogledamo recimo Novartisa kot same družbe, evropske družbe, večja. Ampak kot rečeno, to so zdravila, ki so mogoče izvožena prek Slovenije, niso pa dejansko pri nas proizvedena, tako da z tega vidika ne bodo vplivali na naš bruto domači proizvod. Tako je pa pri jeklu in aluminiju, imamo nekaj močnih firm, ki izvažajo tudi, Ja, v ZDA. tukaj res moram reči, da jih imamo par posameznih, 2, 3, ampak konkretno ta podjetja z zanimanjem čakajo, ali bo prišlo do nekega kvotnega sistema, kot je bilo nekako predhodno uveljavljeno. To pomeni za določene jekla in aluminij, kjer oni nimajo v bistvu svoje proizvodnje, da bi nekako veljala izločitev iz carin. Ampak vseeno, ne glede na to, moramo vedeti, da to velja na uvoz vsega jekla in aluminija iz vseh držav. Hkrati pa vidimo, da pri Združenem kraljestvu, pri njihovem trgovinskem sporazumu so pa že nakazali, ampak niso opredelili točno, kako bo to izgledalo, da bodo poseben sporazum z njimi sklenili pri jeklu in aluminiju, da bodo pač opredelili vrsto izjem. Namreč, mimogrede, Združeno kraljestvo ima zelo velike težave z jeklarsko industrijo. Zadnjo jeklarno mislim, da nameravajo zapreti, ampak jo bo država reševala. Trenutno mislim, da je v lasti nekega indijskega podjetja, tako da z tega vidika jasno ista zgodba, ki sem jo že prej ponavljal za ZDA. Bogata država, temelji čedalje bolj na storitvah, za industrijo ni več prijazna in nekako ne moreš imeti v bistvu, če ne subvencioniraš zelo močno, hkrati močno proizvodnjo in hkrati močne storitve. To preprosto ne gre. Ko so se pred časom pogovarjala, si tudi dejal, da obstaja bojazen, da bi dlje časa trajajoč sistem carin lahko tudi pomenil, da bi pravzaprav evropski trg preplavili poceni proizvodi iz Azije, ki bi seveda namesto, da bi bili izvoženi v Ameriko, zaradi visokih carin pristali na evropskem tržišču, s tem pa konkurirali pravzaprav naši industriji, proizvajalcem. Morda opažate že kakšen trend povečanega uvoza blaga iz Azije na ta račun? Ja, zdaj tako, te podatki, kot rečeno, so na voljo nekje do marca. Teh podatkov še ne morem čisto opredeliti, da so se zgodili. Bomo pa zelo opazovali drugo četrtletje podatkov od aprila do junija, vkolikor se je to zgodilo. Tukaj moramo res eno stvar vedeti, da tudi Evropska unija se nekako pogovarja, tudi s Kitajsko ima dialog in je nekako nakazala, da ne bi želela, da bi kitajski proizvodi preplavili. Namreč moramo vedeti, da kitajska proizvodnja v številnih sektorjih je nekako že pred samo carinskimi vojnami, trgovinskimi vojnami imela zelo velike proste kapacitete. Torej oni bi lahko še več proizvedli, še po nižji ceni. Z tega vidika smo jasno nakazali, da vkolikor bi prišlo pri določenem sektorju do ekscesov, do zelo nizkih cen, namreč logično je, zdaj se cene proizvodov znižujejo, tudi pri tistih, ki so izdelani v Evropi, predvsem zaradi nižjih cen surovin. Efekt stroškov dela pa še vedno pozitivno vpliva na končno ceno. Ampak vsi vemo, v določenih industrijah, kjer je zelo malo manualnega dela, stroški dela verjetno ne morejo pomembno vplivati
na končno ceno. V določenih izdelkih, kjer je pa recimo zelo veliko materijala, kot so, kako bi rekel, jeklo in aluminij, tam je pa v bistvu glaven strošek surovina in pa energent. Tako da predvsem na teh proizvodih mislim, da bomo mi zelo pozorno gledali, da ne bi prišlo do dodatnih povečanih uvoznih količin. V tem primeru bi zelo verjetno mi še dodatno dvignili carinske stopnje, ki jih že imamo na uvoz teh izdelkov iz Kitajske. Za zaključek še nekaj kratkih vprašanj. Katera podjetja oziroma panoge slovenske bodo v prihodnjih mesecih potom izpostavljene še posebej oziroma morajo biti še posebej previdne? No? Ja. Kaj se dogaja? Predvsem se pravi industrija, proizvodnja jekla in aluminija in pa teh izdelkov. Proizvajalci teh industrijskih izdelkov so tisti, ki nekako morajo zelo pozorno spremljati. Šele včasih dobivamo feedback, da je določeno blago naloženo na kontejnersko ladjo in vsi vemo, to blago recimo potrebujemo recimo približno teden, 14 dni, da pride do ameriškega pristanišča. V tem primeru tudi neznanka, kakšna bo takrat carinska stopnja. Tako da tukaj pač podjetja še naprej nekako nadaljujejo s poslovanjem. Mislim, da nihče ne želi zapustiti tega trga. Vsi vemo, da, kar smo se naučili pri Američanih, da konec koncev je to še vedno zelo bogat trg, rastoč trg. Oni imajo zelo veliko priseljevanja iz Latinske Amerike in iz preostanka sveta. Hkrati v bistvu velik optimizem pomeni, da zelo veliko zapravijo, vzamejo zelo veliko izdelkov na kredit in so dejansko premium trg. Tako da tudi z tega vidika nekih pametnih alternativ na tiste izdelke, ki jih mi izvažamo v ZDA, nimamo. Torej mi nimamo druge next, second best bogate države, za katere bi lahko tako hitro našli kupce, kot trenutno nekako so Američani. Pa tudi vsi vemo, da tudi znotraj ZDA so nekako regionalne posebnosti. Vi ne morete istega evropskega izdelka prodajati vsakemu Američanu. V določenih državah so pač drugačne potrebe. Se lahko podjetja na kakršenkoli način nekako zaščitijo oziroma zmanjšajo ta negativni učinek tovrstnih trgovinskih ukrepov? Kje vidiš ti rešitev? Dobro, tukaj moramo vedeti, da je bilo v javnosti nekako že izpostavljeno, predvsem kitajski proizvajalci so to delali, poiskali so državo, ki ima, recimo sploh Kitajski, nižjo izvozno carinsko stopnjo kot pa oni in so dejansko spremenili poreklo izdelka oziroma neko dodelavno fazo izdelka prenesli v to drugo državo. Recimo, konkretno bi se to lahko zgodilo, vkolikor bi carinska stopnja na določena glavnino izdelkov v Evropi bila višja, kot pa na izvožene izdelke iz Združenega kraljestva, bi se lahko zgodilo, da bi bilo smiselno, ekonomsko gledano, za določeno vrsto izdelkov narediti eno vrsto dodelavnih poslov v Združenem kraljestvu in jih potem iz Združenega kraljestva izvoziti v ZDA. In bi bilo to pod črto v bistvu ugodnejše za ameriškega kupca. Tako da tukaj je predvsem vprašanje, ali bo do tega prišlo. Jaz sem prepričan, da bo Evropska komisija, da bodo strokovne službe te scenarije zelo dobro preigrale, kajti verjetno ni v našem interesu, da krepimo gospodarstvo Združenega kraljestva na račun nas. In pa na drugi strani, kar pa lahko še naredijo, je pa tudi to, da lahko določeno vrednost izdelkov nekako poskušajo znižati. Tukaj so sicer določene pravila omejitve glede transfernih cen, ampak določeno vrednost izdelkov se lahko količinsko izvozi, ampak se potem vrednostno pač poroča nižjo vrednost. In se potem seveda tudi višja carinska stopnja aplicira na nižjo vrednost in se potem ta znesek ne poveča tako veliko. Bom vseeno menim, na nek srednji dolgi rok te višje cene bi morali nekako plačati ameriška gospodinjstva. Tako da z tega vidika ne menim, da te carinske stopnje ne bodo zdaj še bistveno bolj porasle, kot je pa nek osnovni scenarij. Kljub temu se pravi, da nas lahko sektorska kakšna carina še preseneti, sploh na farmacijo, ki jo je nekako napovedal Trump, oziroma on konkretno pri farmaciji ni celo napovedal carine, ampak je napovedal preprosto to, da mora pač svetovna farmacija znižati cene v ZDA na najnižjo možno raven, kot jo ima katerakoli druga država na svetu. Lahko država, torej Slovenija, kakorkoli sploh zaščiti svoja podjetja oziroma svoje podjetja, ki delujejo v Sloveniji oziroma jim pomaga na kakšen način? Je to samo morda odpiranje vratov druge trge? Vemo, da smo pač del Evropske unije, kjer so ta pooblastila, če tako rečemo, zunanje trgovinske na ravni Evropske unije.
Ja, tukaj se pravim, kar lahko rečem, je, da Španijo sem opazil, da je za določene izvoznike že naredila nekaj shem prek svoje izvozne banke v smislu, da jim je nudila določena ugodnejša posojila, ki bi jih lahko nekako namenila, ne vem, za financiranje obratnega kapitala in pa podobno. Za druge države pa, kot rečeno, sicer opazujejo to situacijo, ampak nisem še opazil, no, da bi dejansko presodile, da bi bilo potrebno kakšen podporni ukrep že nekako sprejeti, no. Tako da se pravim, predvsem moramo se zavedati ene stvari, da smo zdaj izvozili v ZDA kar veliko izdelkov na zalogo in da bodo verjetno prihodnji meseci izvozno tako ali tako nekoliko šibkejši. Hkrati pa glede na to dejstvo vemo, da tudi te carinske stopnje, ki so trenutno že uveljavljene, bodo zelo verjetno potem vplivale na višjo kupčevo ceno čez nekako obdobje 2 do 3 mesecev. Tako da takrat moramo pogledati, do česa bo prišlo, da če bi prišlo do višjih cen za ameriške potrošnike, bi zelo verjetno Trump določene carinske stopnje znižal, bi bil bolj pragmatičen. Lahko pa seveda poskuša tudi z drugimi politikami, vemo, da je v bistvu poskušal znižati cene naftnih derivatov, kar je bil relativno uspešen. Zdaj zopet ne, ker smo videli, da je zopet cena nafte kar močno porasla. Tako da na drugi strani tudi boj proti farmaciji je namenjen temu, da bi pač se cene teh izdelkov znižale. Bom pa vseeno rekel kot eno stvar, kot zanimivost, no, da Američani plačujejo eno izmed najnižjih cen za generična zdravila, pa eno izmed najvišjih cen, globalno gledano, za originatorska zdravila. In to tudi pojasni razlog, zakaj dejansko imamo tako veliko sodobnih zdravil. Namreč, če Američani ne bi plačevali tako visokih cen, ne bi bilo razvoja. Ampak to je dejansko problem predvsem za ameriške korporacije. Evropa ima manj originatorjev, nekaj jih ima, seveda pa generična industrija bi na podlagi te njegove najave, celo menim, bi bilo to za njih pozitivno. Mogoče meniva še to, ne, da tesno sodeluješ, ne, ti in tvoja ekipa tudi z Ministrstvom za gospodarstvo, ne, pri spremljanju tega vprašanja carin in vpliva, ne. Morda še beseda o tem. Ja. Torej smo vpeti kot Gospodarska zbornica Slovenije v to dogajanje, ne, pri zastopanju interesov gospodarstva. Ja, tukaj moram res povedati, no, da pač spremljamo vse zadeve, ki se posredno, neposredno tičejo našega gospodarstva. Poskušamo tudi nekako malo predeliti ministrstvu, katera so tista ključna pogajalska izhodišča, red lines, za katere nekako bi morala na nivoju Evropske unije upoštevati. Hkrati se pa moramo zavedati, da smo pač samo ena izmed 27 držav. Včasih moramo biti tudi mi pragmatični, če je pač končna evropska rešitev boljša, kot je za posamezno državo, moramo tudi mi mogoče kdaj pristati na kakšen kompromis. Bi pa rekel, no, da predvsem zelo pomembno, no, kar pa mogoče v najnem intervjuju ni bilo tako zdaj povedano, je tudi to, no, do katere mere bodo evropske države nekako razrahljale svoja fiskalna pravila, upoštevaje druge potrebe povezane z izdatki za obrambo in do katere mere bo ta učinek mogoče celo pomembnejši, kot pa morebitni negativni učinki nižjega izvoza v ZDA oziroma mogoče nižjih marž v teh proizvodih, tako da te zadeve so za naše gospodarstvo celo nekoliko pomembnejše. Namreč 3/4 našega izvoza vseeno ustvarimo na bližnjih evropskih trgih, to je za nas zelo pomembno. Hkrati pa seveda zelo veliko izdelkov, ki jih mi nekako proizvedemo, potrebujemo inpute iz Azije oziroma v pomeni meri iz Kitajske in seveda si želimo nekako ohraniti prosto trgovinsko menjavo. Tukaj mislim, da segment transporta, logistike bo še vedno zelo uspešen v Sloveniji, ne glede na v bistvu razne, kako bi rekel, napovedi o velikem povečanju proizvodnje lokalno. Mislim, da še vedno v bistvu bo ta cenovna razlika zelo ugodna in bo vodila do nekako uvoza teh izdelkov. Je pa res izzivno, se pravi, predvsem za te sektorje z višjo dodano vrednostjo, kot so avtomobili, pa tudi stroji. Tam dejansko je kitajska konkurenca močno napredovala in tukaj imajo naša podjetja res velike izzive. Pa ne, se pravi, ne samo zaradi tega, no, ker dejansko Kitajska zelo močno subvencionira, pa strateško razmišlja, podpira svoje industrije, tudi zaradi ekonomije obsega. Vi, če imate dejansko tako velik domač trg, je nekako logično, da lahko proizvedete izdelke za zelo nizko ceno. In tudi tukaj bo moralo nekako priti do nekega pragmatičnega pristopa, bomo morali nekako zaščititi tudi te industrije za visoko dano vrednostjo, ne. In to dejansko, predvsem stroji, oprema, tukaj je bila dejansko Evropa vedno zelo močna in na tem delu se bojim, no, da bi lahko zopet izgubili
del tržnega deleža. Zdaj si dal že dobro iztočnico za enega od naslednjih podkastov, se strinjam s tabo. Dogajanje v Evropi je tudi povezano z obrambo in z vsem, kar je povezano s tem, bo imelo verjetno še večji učinek na gospodarstvo. Ampak o tem v enem od naslednjih podkastov. Če strnemo najine misli, mogoče z 3 nasveti za podjetja, ki so posredno ali neposredno vpeta v to dogajanje v zvezi z ameriškimi carinami, kaj bi jim svetoval, na kaj so pozorna v naslednjih mesecih? Ja, predvsem je tukaj pač pomembno, kot rečeno, vseeno slediti najavam ameriškega predsednika, se verjetno logirati na X in na njegov profil in pogledati, kaj konkretno on napoveduje. Na drugi strani pa hkrati potrebno z enim očesom, s tistim bolj odprtim, pa tudi pogledati, kaj dejansko je implementirano pa uveljavljeno. To pomeni, da je potrebno na eni strani pogledati napovedi, ki pač pomenijo, bi se lahko kaj spremenilo, ne? Na drugi strani pa tudi uradna dejstva, do kater ali je dejansko tisti proizvod, ki ga nekako naši proizvajalci izvažajo v ZDA, ali je že predmet višje carine ali ne, ali bo, kdaj bo uveljavljeno, ali je to obdobje fiksno, ali je to obdobje spremenljivo, tako da z tega vidika preprosto je potrebno spremljati, in na podlagi tega se potem odločati. Vseeno je pa tudi, se pravi, ključno to, da na drugi strani tudi ameriški partner seveda to razume, da v večji meri uvoznik v ZDA prevzame to breme, vkolikor bi prišlo do spremembe carin od takrat, ko dejansko je blago postavljeno na ladjo, do takrat, ko dejansko je potem razloženo v ZDA. In ocarinjeno. Tako je. Bojan, hvala lepa za tale pogovor, za tvoj čas in za to, da sva lahko odstrla morda kakšno ozadje v zvezi z dogajanjem z ameriškimi carinami in seveda tudi za vse nasvete podjetjem. In upamo seveda, da se bo dogajanje, bi rekel, umirilo v prihodnjih mesecih v prid evropskega in seveda slovenskega gospodarstva. Ja, zanimiv zaključek, ja, upamo, da se bo, Jaz mislim, da bo mogoče na nekakšna druga dodatna fronta odprta, trgovinska se bo mogoče lahko bi malo umirila, ja. Ne bo tako. Hvala lepa vsem, ki ste bili danes z nami.